Njudovci so bili tole naši Celjani, Pepelka, ura je 3 minute čez 9:30 in v veliko veselje mi je, da lahko v etru Radia Fantasy pozdraviva župana mestne občine Celje, gospoda Bojana Šruta. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Zgodnja ura. Ne. Ne. Eni so pridni kot čebelica že na vsa zgodnji zjutraj. Vključno z nama, seveda. Ja, župan, danes je praznik mestne občine Celje. Čestitke vam, nam, poslušalkam, poslušalcem. Ja, res je, danes mestna občina Celje praznuje svoj dan, mestni praznik, spomin na 11. april leta 1451, ko je mesto dobilo mestne pravice. Ja, zdaj smo šli računati 571 let je od takrat. Drugače pa od leta 91 velja ta praznik, ne? Ja, od leta 91, prejšnji praznik je bil tam nekje sredi julija, kolikor se spominjam iz svoje mladosti, ampak meni se zdi, da so naši predhodniki izbrali pravi dan za mestno praznovanje. In zdaj, če gledava praznovanja kot taka, po 2 letih bo spet lahko tako, kot je nekdaj bilo. Ja. Ja, tega se vsi zelo veselimo, kajti zadnji 2 praznovanji ste bili popolnoma drugačni in v Celju imamo nek ustaljen ritual, če bi temu tako rekel, praznovanja mestnega praznika z prireditvijo zvečer v Narodnem domu, kjer izkažemo čast in izrečemo zahvalo vsakoletnim nagrajencem, to je osrednja tema prireditve. Ja, letos imamo kar 3 glavne nagrajence. Pravzaprav 12 zvezd, ki bodo zasijale na celjskem nebu, 3 nove častne meščane, 3 dobitnike zlatih grbov, 1 srebrnega in 3 bronaste, pa tudi 2 dobitnici kristalnega celjskega grba. Lepo, ne? Fešta bo, očitno. Sicer lepo kulturno, ne bomo zdaj šli na glavo, ampak absolutno po 2 letih se spodobi, da se spet vidimo, ne? Ja, vse skupaj poteka zelo kulturno in se potrudimo, da je res na visokem nivoju, vključno s programom, predstavitvijo dosežkov nagrajencev in vsem ostalim. Jaz mislim, da takšnemu mestu, kot je Celje, to pritiče. Res je. Tako, dam jaz eno pesem še tudi celjske skupine, čeprav imajo prisotli nek izvor, ampak Tone Kregar je zraven midva, tako da evo, po tele pesmi Samo tebe te imam, preverimo še pa malo drugačne rezultate in tako naprej, pa še kaj, kar ne vemo v županu, ne? V malem kraju, v mali ulici, stal je mali nočni bar. Tam si dovolj, če si bil fejsan, ljubit že za mali denar. Glavna faca pa je bil Madžar, ko je tam tu pa tam igral. Znal je špilat samo en komad, pa še tega bolj nas pol. Samo tebe te imam, samo tebe te ne dam, samo s teboj se poljubljavam, samo s teboj se igram. Samo tebe te imam, samo tebe te ne dam, samo tebe sanjam noč in dan, ko sva skupaj nisem sam. Tiste leta dosti sam, pa sem rad zahajal bar. Včasih sem si samo spil, prpil,
včasih sem kaj odpeljal. On Madžar pa je še kar igral, en in isti pavš komad. Res ni bil najbolj za muziko, jo je imel pa strašno rad. Samo tebe te imam, samo tebe te ne dam. Samo s teboj se poljubljava, samo s teboj se igram. Samo tebe te imam, samo tebe te ne dam. Samo tebe sanjam noč in dan, ko sva skupaj nisem sam. Samo tebe te imam, samo tebe te ne dam. Samo tebe sanjam noč in dan, ko sva skupaj nisem sam. Midva so bili tole Samo tebe te imam, ura je 20 minut do 10, predno nadaljujemo pogovor z našim županom. Šuši, vremenska napoveče. Ja, sonček bo salotiral na nebu vse do četrtka. Danes bo zunaj 16 stopinj Celzija, trenutno pa jih imamo v Knežjem mestu že 5. Mam Neo za pol cene. Paketi Neo in Neo Svet s superhitrim internetom, neomejeno mobilno komunikacijo, najboljšo TV izkušnjo in polovično naročnino za nove in obstoječe naročnike. Za več informacij o ponudbi nas obiščite v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. 20 minut do 10 je ura, župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot je z nama, pozdravljeni še enkrat. Ja. Zapojemo vse najboljše, ker Ja, smo dobili bi se, ne? Tudi bi lahko, ne, za tako. Dajmo to prihraniti poslušalkam in poslušalcem. Se strinjam. Ja, vsi vemo, da ne znam peti. Ja, veliko stvari se je Imamo pa naredilo. veselje. Ja, to, važno je. Veliko se je naredilo, veliko se še bo, ne, kar veliko projektov je bilo narejenih, mogoče prve 3, tako da gremo skozi to temo. Ja, zadnji 2 leti, odkar nas ta vlada primerno financira, se res da pozna tudi na investicijskem področju, da smo se končno po več kot 10 letih lahko lotili tudi kakšnega ambicioznejšega projekta. Nadaleč največji je seveda gradnja najemnih stanovanj v soseski DN10, ker sta prva 2 bloka že zgrajena in vseljena, ostali pa bodo tam konec poletja. Preko 16 milijonov evrov vredna investicija. Gradimo tudi manjkajoče kanalizacijsko omrežje na vzhodnem delu Celja skupaj z sosednjimi občinama Vojnik in Štore. Tudi to je precej velik, 8 milijonov evrov vreden projekt. Veseli smo, da smo zgradili prizidek k osnovni šoli Hudinja z 12 novimi učilnicami in 5 kabineti. Prenovili stavbo na Gregočičevi za potrebe zdravstvenega doma, skoraj 4 milijone vredna investicija. In veliko postorili tudi na tistem, kar se mi zdi, da je tudi Celjankam in Celjanom zelo pomembno. To je na zelenem sistemu mesta, skrbimo za mestno zelenje, drevesa, posadili smo 118 dreves v novem parku Drevesce, pa še 68 dodatnih ob cesti dr. Janeza Cvirna. V teh dneh bomo sadili nova drevesa na Striterjevi ulici in še kje. Ja, super. Produktivno. Vse smo gledali tisti spisek, ko smo ga dobili, veliko je, pa tudi veliko je še v planu. Dajte mi reči tisto, kar nas je malo levo in desno razdelilo, viseča brv. A bo drug let? Dobro kaže, mi imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Jaz ne gledam na ta projekt, da bi ne vem kako razdelil. Zdaj, če kdo v mestnem svetu temu nasprotuje, je to popolnoma normalno. Drugače pa je velika večina tako svetnikov kot prepričan se tudi prebivalcev mesta za to, da ta projekt realiziramo. Trenutno pripravljamo dokumentacijo za prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo za turistično infrastrukturo in če bomo uspešni, se bomo naslednje leto po tem mostu že sprehajali. Super. To je Midva bomo šla? Veš, da bomo šla.
Ferbec bo šla pas, kdo ga pa ne bo šel. Ne? Te Vsi kaj ga strah? moramo probati. Te kaj strah iz mano, če sta most? Še ti si tako ekstravagantna oseba, župan. Izbiral sem glasbo, smo rekli, evo, njud so bili midva, Ota Pestnerja imam zdaj pripravljenega in lansko leto ste mu vi dali tudi posebno nagrado 50 let ustvarjanja. Ja, dobil je najvišje županovo priznanje za 50 let ustvarjanja. Tako da kristalni kelih Barbare Celjske, mi smo ponosni, da ima Oto Pestner korenine v našem mestu in da ga Celjanke in Celjani še vedno radi poslušamo. No in to smo se odločili 30 let, ni 30 leta, 71 je zmagal s tole pesmijo na slovenski popevki, evo, jo vrtimo. Dneve in tedne in leta stojim na postaji in čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Oko je priteto na okna, na vrata vagona. In že spet se zavem, da sanjam že 30 let. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Bilo je pravo dekle, dekle črnih las in težavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. To je bilo dekle črnih las in težavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Zdaj le spomin na njene oči še živi.
Oto Pestner, 30 let. 12 minut pa je do 10 in evo ga o praznovanju našega občinskega praznika. Danes je 11. april, pardon. Ja. Je z nama v studiu tudi župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Prej smo govorili malo nazaj, malo smo se tudi pohecali, ampak poglejmo še malo naprej. Vi ste, večkrat vam tudi rečejo, da ste ali kulturni, ali športni, kulturni, vedno ste posod, pa še kar bi vas imeli, ne? Ampak pri športu se pa res lahko ustaviva, ker zadnjič na praznik žensk ste zagnali odštevalnik do rokometnega prvenstva, pa še nekaj drugega prihaja v Celje. Jaz sem pravzaprav rad oboje, tako šport kot kulturo in se zelo rad udeležim kakšnega koncerta ali česa podobnega, ampak seveda šport je tudi del našega vsakdana in letos bo v Celju, kar se tega tiče, zelo pestro. Začelo se bo pravzaprav junija s ciljem ene izmed etap dirke po Sloveniji, kolesarske dirke. Cilj bo na Celjskem Starem gradu, zelo atraktiven cilj in verjamem, da bo tudi množica navijačev v progi. Letos bosta v Celju dve veliki športni prireditvi v rokometu za mladinke in ženske. Junija svetovno prvenstvo z 32 državami, udeleženkami in potem novembra še Evropsko prvenstvo za ženske v rokometu. Vmes pa verjetno eden največjih dogodkov z mednarodno udeležbo v zgodovini Celja, to je gasilska olimpijada Celje 2022. Pričakujemo več kot 3000 tekmovalcev, vseh udeležencev okoli 10 000 in tistem tednu se bo v Celju veliko dogajalo, tako da jaz Celjanke in Celjane vabim, da takrat ne planirajo dopuste. Da smo tu. Da smo tu pa da tudi malo ven pridemo. Spremljamo, to bo zagotovo en tak velik spektakel in mesto bo takrat zelo živahno in bo živelo drugače kot sicer. Absolutno. Se pravi, klicali bomo na pomoč. Na pomoč. No, naj povem, da bo letos tudi prvič v Celju mednarodni teniški turnir organizacije tenis kluba, pa verjetno sem še kakšno stvar pozabil. Ja, letos se dejansko dogaja veliko, ne? Kot je povedal Pridni župan. smo, ne? Res je, pridni smo, delovni smo, pa še žurali ga bomo na nek način. Če gledamo nekje koliko 50 panog športnih imamo pri nas, ne? Ja, v 72 klubih, ampak to je fajn, da bo veliko prireditev, da tudi ljudje malce obnovijo stare navade. Se mi zdi, da se kar poznata ti dve koronski leti, da se marsikdo mogoče preveč zasedel doma pred televizorjem in znotraj 4 sten, tako da pridite na svetlo, pridite na sonce in uživajte v dogodkih. Tudi poletje v Knežjem mestu bo zelo živahno z številnimi koncerti, kulturnimi preditvami. Skratka, uživajmo življenje tukaj in zdaj, ta trenutek. Župan, naši stanovski kolegici Pirčevi ste dali en zelo dober, kratek in jedrnat odgovor, 7. mandat jeseni. Ja, velika verjetnost je, da bom jeseni kandidiral. Trenutno sem tako odločen, je pa seveda do takrat še kar nekaj časa in se lahko tudi premislim, pa upam, da se ne bom. Ok, tudi mi smo tega mišljenja. Župan je rekel, da dosti je še mladi, da si lahko še en mandat privošči. Pa veliko ste se že Ja, naučil, jaz ne? mislim, da to je ena dobra kombinacija, mladost pa izkušnje. Absolutno. Rečite mi še eno stvar, predno se poslovimo. Tudi vi ste bili na prvi gimnaziji, delno z te gimnazije tudi naši LPS-ovci, ki grejo zdaj maja zastopati Slovenijo, torej govorim o naših predstavnikih in predstavnico za Eurosong, ne? LPS. Kaj menite o njihovi glasbi oziroma o njih? Jaz bom takrat držal pesti, sem zelo vesel in ponosen, da nas bodo letos na Eurosongu zastopali mladi Celjani, svojo avtorsko skladbo, kar kaže, da je tudi glasbena scena v Celju zelo živahna in kvalitetna in upam, da se bodo dobro odrezali, zagotovo bodo po vsakem primeru dobro predstavili tako Slovenijo kot tudi Knežje mesto in verjamem, da bomo vsi držali pesti za njih. In jaz se še sprašujem eno stvar. Glede na to, da so zmagali na EMI,
Kaj pa, če zmagajo na Eurosongu? Jo, kam Pol boste pa pridejo postavili? pa v Celje, kaj bomo pa pol postavili? Jaz mislim, da si, Obadva. jaz mislim, da si bodo to Ljubljančani zopet vzeli zase. A ja. Ne, Celje je Celje, ne damo. In bomo rekli, v Celje po veselje. Tako. Tako v Celje, pa veselje. Župan, vse dobro pri Pa vseh vse projektih in najboljše. nasploh. Hvala lepa, Vse enako najboljše tudi še vsem Celjankam in Celjanom. Srečno. Za konec pa, kot smo rekli, evo jih, naši LPS-ovci, na mladih svet stoji, disko. Bila sva v disku,